tem, da tekmo smo začeli malo preveč zaspano, pustili smo malo preveč prostora in so z lahkoto prihajali do slota, kjer je najbolj nevaren za gol. In sicer smo imeli nekaj prodorov, ki so bili nevarni tudi za njihovega golmana, ampak njihov golman, če mu pustiš preveč prostora, bo strele pobran, tako da igrali smo premalo skrina. In to je bila prva tretjina, no pol drugo pa tretjo tretjino smo pa začeli boljši igrati, smo več na gol igrali, več strelov smo imeli, bolje smo začeli dobivati, tako da tekma je bila pol skoraj bolj na našo stran, ampak ja, nismo imeli sreče, ni šlo v gol danes, tako da zdaj vse, kar nam preostane, je, da gledamo naprej. Ja, še ena razborljiva tekma, no, tokrat se ni končala v našo prid. Moramo reči, da prvo tretjino smo naredili preveč napak v igri s pakom, preveč ta pak nekako metal nasprotniku na palco. V drugi tretjini smo te stvari popravili, v tretji tretjini prihajali, te stvari še nekako izboljšali, prihajali tudi priložnosti, ampak če ne daš gola, no, na koncu so ena izmed teh napak spet izkoristili Italijani in 1:0 nam ušli v zadnjih 5 minutah, smo pritisnili proti nasprotnem golu, no, probali tudi z igri brez vratarja, ampak nekako nam ni uspel. Seveda v nadaljevanju se bomo mogli vrniti k tisti naši disciplinirani igri, ker to je tista, ki prinaša dober rezultat, boljši rezultat. Nismo razočarani, usmerjeni smo že seveda na naslednje tekme, imamo jutri day off, se pripravili in seveda zadnje 2 tekme probali odigrati nekoliko drugače kot danes. En poraz nas ne more zbiti, ne more nas ustaviti, tako da 2 tekmi sta še pred nami in imamo super priložnosti, ker imamo jutri počitek, se lepo spočijemo, naredimo trening za regeneracijo, pa na naslednji 2 tekmi gremo na zmago, tako da nič ni izgubljenega.